Zakaj je lahko udeležba, ki dosega tam 1/4 prebivalstva, pomeni eno veliko črno piko za celotno slovensko politiko? Zakaj lahko tudi tako vidimo te rezultate teh volitev? Jaz jih prav gotovo vidim tako, zelo slabo. Jaz mislim, da vse, kar je pod 50% udeležbe, je pravzaprav zelo slabo. Takšna, kakršna je danes, se pravi tam okrog 30% ali koliko se je nabralo, govori o tem, da je slovenska politika izgubila zaupanje. Ljudje ji ne dajo več zaupanja, zdaj najbrž zaradi vseh teh ali napihnenih zgodb ali resničnih zgodb, zaradi laži, drobnih izmikanj, potvarjanj, zaradi na nek način demokracije in svobode do meja lastne kože, kar je pa čez, seveda je pa narobe, in ljudje so se očitno temu uprli. Danes ni bilo povsod slabo vreme, danes niso šli vsi na izlete, pa vendarle so se ljudje odločili ostati doma. Ta ene stranke, ki se rade hvalijo z veliko članstva, z veliko podporniki, niso pravzaprav uspeli niti vsega svojega članstva spraviti na volitve. Časi pa so taki, da prav gotovo zanimajo ljudi, kaj se bo zgodilo, kaj se bo dogajalo, politika in pa ne zna povedati, da o tem odločajo tudi sami. To se mi zdi, da je slabo. In da to štejemo pravzaprav lahko tudi za neko kontinuiteto, ki jo iz prejšnjega sistema, ki jo pravzaprav najbolj gojijo ravno tisti, ki imajo največ povedati o napakah prejšnjega sistema. Slovenska politika se bo mora pač bistveno spremeniti, odločiti, poenostaviti, konec koncev, tudi kaj bolj preprosto povedati ljudem, jim olajšati seveda življenje, ne pa ga zapletati in ga na nek način odtujevati od ljudi. Po eni strani, po drugi seveda pa se gre populizem. Se pravi, takrat, ko ni volitev, naj ljudje na veliko razpravljajo o političnih vprašanjih in tako dalje, ko so pa volitve, pa tako bolje, da ostanejo vsi, ki nas ne bodo volili doma. In tako se seveda potem vse konča pri tako nizki udeležbi.